V tokratni oddaji Bravo nogomet bo vse v znamenju priprav. Od novih obrazov, preko hrvaške obale do vseh pripravljalnih tekem odigranih januarja in februarja. Gledate oddajo Bravo nogomet. Decembrski počitek je minil v znamenju druženja z najbližjimi. Po božično-novoletnih praznikih pa je hitro nastopil čas ponovne aktivacije. Člani, mladinci, kadeti in starejši dečki so priprave začeli 15. januarja. Igralci so prišli po decembrski pauzi v zelo solidnem stanju, kar nas je veselilo. Tudi na pasivni pauzi pozorni smo bili, da so imeli tudi res pasivno pauzo, da so prišli lačni nogometa, zato ker imamo 8 tednov pripravljalnega obdobja. Zdaj, koliko so se te variante držali, ne vemo, ker nimamo take kontrole, verjetno so delali neke individualne programe ob tistem, kar smo mi dali. V glavnem bistvo pa je, da smo zdaj po 4 tednih priprav, oziroma zaključujemo 5. teden pripravljalnega obdobja, smo točno tam, kjer hočemo biti, vsi zdravi, kar nam je v tem trenutku najbolj pomembno. Treningi so potekali na dnevni bazi, tu in tam pa je bilo nujno dodati tudi dan ali dva počitka. Obremenjenost igralcev v vseh selekcijah je bila najvišja na 4-dnevnih pripravah v Umagu. Na hrvaški obali je bila večina selekcij, v naslednjem prispevku pa sledijo utrinki s priprav Ašk Bravo. Domač fanta, ker tam na levo bomo odložili. Pisko je, začel se. Stari, predtem bomo tole zmontirali, bo konc tekme. Tukaj bo TV? Tule, ja. Lega zdaj, čokolado v žogo! Levo! Kaj, bomo prevrtili nazaj? S prenovljeno ponudbo prodajnih storitev zagotavljamo najboljši nakup. Big Bang. Boljša storitev, boljši nakup. Odkar imamo vse energetske rešitve pod eno streho, je vse drugače. Vsi
smo brez skrbi, saj je v naš dom prišla dodatna toplina. Oči pravi, da je naša hiša dobila novo srce. Jaz pa vem, da je to v bistvu naša nova toplotna črpalka. Vse rešitve pod eno streho. Petrol. Energija za življenje. Če me želite spoznati, morate potovati z mano. Ja, vem. Vsi ti kompromisi. Kaj vzeti s sabo? Kako priti do letališča? Prtljaga. Udobje. Pa prostor za noge. Te skrbi jaz spuščam doma. Zakaj ne bi vedno izbrali najudobnejše poti? Brez kompromisov. Nomago. Nekateri ste nove obraze že opazili. V drugi del sezone Ašk Bravo vstopa s 4 okrepitvami. Za več nevarnosti pred golom naj bi v prvi vrsti poskrbel Hrvat Marko Dabro. Na sredini igrišča bosta po novem pomagala Andraž Kirm in Tadej Žagar Knez, iz mladinskih vrst pa se članom priključil vratar Domen Gril. V bistvu imamo zdaj manjši kader, se pravi, mi imamo 23 igralcev, za razliko od jesenskega dela, ko nas je bilo vse skupaj 29 s poškodovanimi. Imamo pa srečo, mislim, da smo kar zadeli s prihodi, to se bo seveda pokazalo v prvenstvu, ampak imamo res lepo zapolnjene vse igralne pozicije dvojno. In konkurenca je velika, to nas zelo veseli, ker v bistvu sili k napredku. Glede prihodov pa, ja, Tadej Žagar Knez je prvi, ki se je priključil od novincev, oziroma je bil od začetka z nami in se je potem priključil. Računamo, da bo dodal veliko. Podobno Marko Dabro, ki se je v teh dneh v bistvu dokončno priključil. In Andraž Kirm, ja, on je bil pa v bistvu dogovoren že prej in je bil, v bistvu tukaj pa ne rabimo izgubljati besed, je profesionalec od glave do pet, v bistvu velika dodana vrednost naši ekipi in s temi 3 prihodi smo v bistvu zaključili ta prestopni rok. Med naštetimi je seveda največ pozornosti požel nekdanji slovenski reprezentant Andraž Kirm. Naslednje minute so namenjene prav njemu. Andraž, decembra ste prišli v klub, kako mu ste morda do takrat gledali na NK Bravo, kako ga zdaj doživljate, ko dejansko igrate, ko ste del te zgodbe, koliko ste slišali, koliko zdaj potrdili morda? Ja, res je, že prej sem kar precej slišal v klubu, ker tudi nekateri moji bivši soigralci delujejo v klubu, nekateri tudi igrajo. Tako da sem slišal veliko dobrih stvari in zdaj, ko sem tukaj, pač se tudi sam sem prepričal, da je res temu tako, tako da stvari so na zelo visokem nivoju, urejen klub, tako da mislim, da se bo razvil še v veliko boljšega. Hočeš nočeš, nekako ste prva okrepitev tega zimskega prestopnega roka v NK Bravo in v bistvu tudi v drugi SNL. Je to kaj dodatnega pritiska? Čutite ta zvezdniški status morda ali vendarle ni treba govoriti o temu? Ne, sploh ne, tako da sem prišel predvsem, da pomagam ekipi, da pomagam mlajšim igralcem, jasno tudi, da jaz še uživam v nogometu, tako da sploh ne čutim kakršnega koli pritiska. Kako pa ste se ujeli morda s fanti, zdaj ste že en mesec na pripravah, zadeli ste tudi 2-krat, kako poteka to sodelovanje v novi sredini? Ja, vzdušje je dobro, igralci se med sabo dobro razumejo, tudi strokovni štab lepo skrbi za nas, tako da na treningih je jasno nekoliko težje, ampak se vsi zavedamo, da bomo le tako lahko dosegli naše cilje. Tako da tudi jaz se dobro počutim, uživam na treningih, na tekmah, imam svobode in to mi zaenkrat zelo ustreza. Ravno to, vaše telo, sami ste odigrali že veliko teh zimskih, poletnih priprav, je telo še tisto pravo, še drži te maksimalne napore? Pa ja, zaenkrat lahko zdržim, dokler bo tako bom še nekaj časa igral. Jasno, mogoče v glavi malo težji, ker nekaterim mlajšim igralcem včasih pa tudi ne. Ste med najizkušenejšimi, nekakšna podaljšana roka tudi trenerja Dejana Grabiča. Kako sprejemate to vlogo z mlajšimi, delo nekako tudi na dolgi rok?
Pa mislim, da se mlajši igralci lahko veliko naučijo od starejših, predvsem na igrišču. Tudi sam sem imel v svoji karieri starejše igralce, od katerih sem se učil. Jaz nisem oseba, ki bi veliko razlagal, govoril. Mislim, da je bolj pomembno, da dam tisti feedback na igrišču s svojim delom. Tako da upam, da se bo kdo kaj naučil od mene, če bo rabil kakšen nasvet, pa jasno sem vedno dobrodošel, da pride do mene. Več kot desetletje ste igrali v prvih ligah, zdaj ste v drugi. Verjetno si čim prej želite povratka med elito? Ja, upam, da čim prej, tam nekje konc maja bilo kar fino, ja, da se že vrnemo. Super, hvala. Ok, hvala. Pripravljalno obdobje seveda ni bilo namenjeno zgolj garanju v fitnessu in na treningih. Začetek koledarskega leta je tudi čas za pripravljalne tekme, ki jih ni bilo malo. Ja, zdaj se prevešamo, res smo imeli dolgo obdobje osnovne, se pravi pripravljalnega obdobja, kjer smo dali poudarek na osnovno zdržljivost in osnovno moč. In tukaj imamo res dobro bazo. Prevešamo se v specialno zdržljivost, še malo pa bomo situacijski. Se pravi, poudarek bo na kako na najbolj enostaven način vcepiti naš DNK igralcem, se pravi to, kar naj bi mi želeli igrati. Z njim bo to veliko bolj zanimivo, kot pa obdobje, ki smo ga zdaj v bistvu zaključili, ker bo veliko več igre, veliko več impulza s tekme in veliko več dinamike. Januarja in februarja so člani odigrali 6 pripravljalnih tekem. Vse skupaj se je začelo s prepričljivo zmago proti Šenčurju, sledil pa je še uspeh proti Fužinarju v Prevaljah. V Poreču je zasedba Ašk Bravo naposled izgubila srbsko ekipo Javor. Proti mladincem hrvaške Istre so varovanci Grabiča slavili s 3-1. Koprčani so bili na Bonifiki boljši z 1-0, v vetrovni Sežani so se bolje znašli naši fantje in znova je odjeknila petarda. Na zadnji tekmi pa je sledil še obračun z Ivančno Gorico. Tudi mlajše selekcije so imele izjemno natrpan urnik. Mladinci in kadeti so se merili z vrstniki Nove Gorice, Triglava, Srbskega Brodarca in Celja. Na pripravah v Umagu so mladinci odigrali še tekmo proti članski ekipi Adria Miren, kadeti pa so se pomerili z Domžalami. Pestremu dogajanju niso ubežali niti varovanci Jurija Hostnika. Ekipa starejših dečkov je sprva visoko izgubila s Celjani, proti Interbloku je prišlo že do boljše predstave, forma pa se je stopnjevala tudi preko tekem z Dinamom in Domžalami. Člani bodo prvenstvo nadaljevali s tekmo proti Brežicam 9. marca. Starejši dečki s prvenstvenimi nalogami nadaljujejo 24. marca, medtem pa so mladinci in kadeti svojo prvo tekmo spomladanskega dela že odigrali. Na sporedu je bil mestni derbi z Olimpijo.
Ja, kot sem omenil pred tekmo, po prvih tekmah šele ocenjujemo, kaj smo uspeli v pripravah narediti. Pripravljalne tekme in pa prvenstvene tekme, med njimi je velika razlika in ne glede na to, da izbiramo nasprotnike tudi v pripravah, ki bi nam omogočali, da odigramo takšno tekmo, da dobimo čim boljše povratne informacije. Ne glede na to pa so prvenstvene tekme tiste prave in gostiti Olimpijo je res pravi test. In po odigrani tekmi lahko rečem, da sem s pripravami, da je ta tekma pokazala, da smo lahko z opravljenim delom v pripravah zadovoljni. Ja, lahko rečem. Najprej bi rekel res čestitke ekipi. Fantje so danes odigrali zelo dobro tekmo. Tako individualno zelo težko najdem igralca, ki bi mu dal slabo oceno. In posledično je tudi ekipa delovala na kar visokem nivoju za uvod v prvenstvo. Če omenjam še to, da smo imeli v bistvu 4 igralce izven kadra, ker nam danes niso uspeli pomagati, ki nam bi na tej tekmi sigurno pomenili neko dodano vrednost. Potem lahko rečem, da sem zadovoljen s tem, kar so fantje opravili. Mogoče ostaja grenek priokus, da smo bili s številom ustvarjenih priložnosti blizu temu, da tekmo zmagamo. Jaz moram fante pohvaliti, da ne glede na to, da je Olimpija prišla na gostovanje zelo močno ekipo, da je vrnila veliko število mladinskih igralcev, ki so bili vključeni v članski ekipi nazaj za to tekmo in da je bila zelo močen nasprotnik. Ne glede na to smo v bistvu uspeli zelo dobro tekmo odigrati, ustvariti veliko priložnosti in mogoče bi si želel, da to tekmo zmagamo, ampak kljub vsemu na koncu rezultat je vedno dokaj realen in mislim, da tudi ta točka na koncu je poštena. Ja, jaz bi rekel, da predvsem za disciplino v fazi branjenja, z tem, da smo vzdrževali razpored v obeh fazah razmeroma dobro skozi celotno tekmo, da smo pravo mero agresivnosti pokazali, ne glede na to, da je bila tudi Olimpija izredno agresivna, fizično močna ekipa. In pa predvsem sem vesel, da smo uspeli ustvariti veliko število priložnosti. Mogoče pa bi še posebej poudaril, da danes je zadnja linija, da vsi igralci v zadnji liniji igra rahlo, večina igralcev rahlo iz svoje pozicije in prav zato jih moram pohvaliti, ker so bili pred velikim izzivom. Olimpija je igrala z 2 centralnima napadalcema čez celotno srečanje. Pogosto so zadnjo linijo obremenili 4 igralci in poskušali z dolgo žogo, kar je vedno nehvaležno za zadnjo linijo in tukaj se vsaka napaka, sploh s kvaliteto, ki jo premorejo, lahko kaznuje. Prav posebej zato bi njih izpostavil. Ne glede na to, da so napadalci zapravili kar neko število priložnosti, pa vse njih moram pohvaliti, ker število šprintov, ki so jih opravili v obeh fazah, tako ko so zapirali prostore, tako ko so se vključevali v obeh prehodih, tako po izgubljeni žogi, tako po tem, ko smo žogo osvojili, pač to terja svoj davek in je izredno težko hladno glavo v zaključku z visokim pulzom obdržati in morda prav zato nismo uspeli zabiti. Vidim pa največjo rezervo v tem, da nam je kljub vsemu Olimpija tekom tekme v sistemu 4-4-2 pogosto pustila veliko prostora z 2 vezistama proti našim 3 vezistom in enim krilnim, ki je pogosto prihajal v medprostor, da nam je dovolila, da imamo tukaj višek igralcev in smo ga še premalo kvalitetno koristili, da bi lahko neko premoč v igri tukaj ustvarili in večje število priložnosti. Ampak da zaključim, še enkrat čestitke fantom, jaz sem ponosen na ekipo, sem ponosen na njih in moram reči, da sem bil pred tekmo rahlo v skrbeh, sem spoštoval nasprotnika, ampak po odigrani tekmi so mi pa igralci potrdili, da moramo ostati skromni, ampak da smo pa lahko do prave mere tudi samozavestni v nadalju prvenstva.
Zelo. Drugi del sezone je torej odprt. Kmalu bodo na delu tudi člani, ki bodo s svojimi vragolijami znova poskrbeli za navdušenje na tribunah. Za konec oddaje pa si osvežimo spomin na 5 norih zadetkov iz prvega dela sezone. Lep pozdrav, do naslednjič. Boj zdaj na drugo stran proti Šaragiću, zavira ga Pihler. Šaragić je spretno preigravanje. Šaragić strelja, odličen strel in super gol. 2-1 za Bravo. Ja, Šaragić je zdaj pokazal svojo marca, ko bo ekipa Prežih gostovala v Ljubljani. Zdaj pa še ena lepa priložnost in zadetek! Mustafa Nukić je dosegel svoj 10. gol v letošnji sezoni, potem ko Bravo na 2 tekmah ni uspel zabiti, pa je Mustafa Nukić poskrbel za pravi Eurogol. Od prečke se je žoga odbila in poglejte, kakšno veselje na klopi.